Pozdravljeni! Danes bomo spregovorili o izjemno zanimivem, a malce manj znanem bolidu začetka 60-ih let. Beseda bo tekla o Porschu 804. Preden začnemo z našo zgodbo o modelu 804, se bomo za trenutek ustavili pri treh zanimivostih, katere bi znale pritegniti pozornost marsikaterega navdušenca. In prva se tiče pravilne izgovorjave imena Porsche. Obstaja več variant in med raznimi navdušenci se vijejo tudi polemike. Tu bi vam rad predstavil tisti dve varianti, kateri sta najbolj pogosti. Ne pravim, da imam jaz prav in nočem vas učiti, kako se izgovori. A rad bi, da dobite neko osnovo, da se zavedate, kaj je tisto, kar pravijo drugi in kaj je malce po naše. Če vzamemo tisto uradno stran, bomo slišali, da se pravilno izgovori Porsche. Dva zloga, brez poudarka tistega zadnjega e-ja, kateri je zelo pogost v naših malce bolj domačih variantah. In če ne verjamete meni, imate tu izsek iz tistega, kar je na razpolago na uradni strani proizvajalca. Porsche, 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 Porsche. Druga varianta izgovorjave je pa tista anglosaksonska, Porsche. In seveda zopet brez e-ja na koncu, ampak v enem samem zlogu. Seveda med tema dvema variantama se med navdušenci bije glavna bitka. In ukolikor ste slišali ali spoznali kakšno tretjo, kot sem že povedal, gre za neko interpretacijo, katera je podvržena lokalnim jezikovnim značilnostim. Še zdaleč pa ni ne ena in ne druga izmed tistih, ki so najbolj razširjene po svetu. A kot sem povedal, jemljite to kot zanimivost. Druga zanimivost je pa vezana na ime Ferdinand Porsche. In tu se moramo zavedati, da pri družini Porsche, kar se tiče moških naslednikov, sploh niso imeli kake velike fantazije. 3 generacije Ferdinandov imamo, zato moramo biti izjemno pozorni na nadimek. Imamo Ferdinanda, Ferija in Bucija. To so 3 različni ljudje, čeprav njihovo prvo ime je zmeraj Ferdinand. In na koncu se bomo še ustavili pri tistih turbomotorjih, ki so opremljali McLaren v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Mnogi jih imenujejo Porsche, a v resnici so jih samo izdelali in projektirali. Ime jim je bilo Tag, ker je Tag Mansurja Angéja plačal motorje ter njihov razvoj. Če boste gledali kakšne uradne statistike, imena Porsche ne boste zasledili. A seveda, po naše, po domače se lahko marsikaj pove. Pojdimo raje na zgodbo in tu moram povedati, da marsikdaj me boste slišali, da bom uporabljal eno ali drugo izvedenko izgovorjave in upam, da me ne boste zamerili. Začetek programa Formule 1 pri Porschu daleč od tega, da bi bil nameren. Namreč vse se je začelo leta 1957, ko je model 718 nastopil na dirki za 24 ur Le Mana. In problem je bil v tem, da 718 v svoji prvotni izvedenki ni bil enosed bolid za formulo, ampak prototip.
Bil je namenjen temu, da bi se malce bolj premožne stranke lahko udeležile raznih tekmovanj, ki so bili takrat popularne. Govorimo od gorsko-hitrostnih dirk pa do tistih cestnih dirk, kot je na primer Targa Florio oziroma dirka za 24 ur Le Mans. Takoj so ugotovili, da mehanska zasnova modela 718 sploh ni tako slaba. Zato so čez leta predelali malce šasijo, praktično volan in stopalke premaknili na sredo, naredili en offset, kateri je z 4-cilindrskim ploščatim motorjem kubature 1500 kubičnih centimetrov bil primeren za Formulo 2. In seveda tudi tam so stranke bile dokaj uspešne. In nihče ni razmišljal pravzaprav o Formuli 1, dokler leta 1961 niso spremenili pravilnika. Namreč znižali so kubaturo motorjev z notranjim izgorevanjem ter tako omogočili, da model 718, tisti bolid za Formulo 2, z majhnimi popravki bi lahko tudi vstopil v svet Formule 1, kar so pri Porscheu takoj zgrbili in seveda začeli z dirkami. Potrebno je bilo le nekaj dirk, da so pri tovarniški ekipi Porsche ugotovili, da njihov 718 pač ni na tistem nivoju, kot so bile mnoge druge tovarniške ekipe. Kar samo po sebi niti ni čudno. Kar se tiče tiste mehanske zasnove, je ta gledala na tisti bolid, kateri je debitiral, kot sem že povedal, leta 1957. Kar se tiče same šasije, je bila pa ta le nekaj sezon mlajša po zasnovi. In takoj so hoteli reagirati, napravili so čisto nov bolid, imenovan 787, kateri je pa pokazal še večje hibe. V tovarniški ekipi je zdržal le 3 dirke, preden so ga umaknili. In pri Porscheu so se zavedali, da morajo začeti znova. Začeli so s projektom 804, kateri je bil revolucionaren v mnogih pogledih za tega proizvajalca. Prvič, kar se tiče motorja. Ta ni bil 4-cilindrski, temveč 8-cilindrski, ploščat. In z razliko tistega, kar pravijo mnogi drugi, ki so imeli v Formuli 1 ploščate motorje, je bil ta, ki ga je imel Porsche, pravi bokser. In seveda, če koga zanima razlika med bokserjem in ploščatim motorjem, imam poseben prispevek, kot ponavadi bližnjica v opisu. Seveda, kubatura je bila 1500 kubičnih centimetrov, a to še ni bilo vse, kar je bilo zanimivega pri tem motorju. Za razliko od mnogih drugih je bil motor 753 zračno hlajen. In seveda, zanimivost, kot sem povedal, Type 753 pomeni, da je začel nastajati bistveno prej od samega bolida. Na delu tega motorja so začeli že nekje tam okrog leta 1960. In če pogledamo ta bolid, vidimo, da je bil izjemno nizek, ker je imel ploščat motor, je bil bistveno širši od konkurence, katera je po večini uporabljala klimaksove motorje, kateri so bili V8, kar pomeni, da so bili malce višji, ampak tudi malce ožji. In kar je mene presenetilo, je predvsem to, kam so namestili rezervoar. Če pogledamo malce te tehnične risbe, bomo ugotovili, da večino rezervoarjev so namestili v nosni del, kar je po svoje nekako logično, a po drugi strani ima tudi negativne posledice. Namreč v dirki se gorivo porabi in rezervoar se prazne, torej se teža bolida niža. In namesto, da bi rezervoar postavili čim bližje težišču, da bi
čim manj vplival s to spremembo teže na razpored, na mehansko uravnoteženost, so ga dali na prednjo os. Torej, ob koncu dirke, ko so bile pnevmatike že zrabljene, je bila teža na prednji osi bistveno manjša in tako še znižala že tako majhen mehanski oprijem prednje osi. Opazili ste, da kljub temu, da govorimo o zračno hlajenem motorju, ima Porsche 804 spredaj režo. No, skozi tisto režo je zrak dobival hladilnik za olje. Torej, kljub temu, da je bil zračno hlajeni motor, hladilnike je imel, ampak za druge tekočine. Razumeti moramo, da v zgodnjih 60-ih letih Porsche še zdaleč ni bil tako znamenita znamka, kot je to danes. Kljub vsemu, po mojem osebnem mnenju, je v tistih sezonah imel kratno vozniško zasedbo. Govorim, da z njih je vozil legendarni Dan Gurney, visokorasli Američan, kateri se je izkazal tudi kot konstruktor in inovator v svetu motošporta, ter seveda eden izmed največjih talentov tiste dobe. Zanimivo ga je videti v majhnem bolidu 804, kako pravzaprav štrli iz njega. Ne smemo pozabiti dejstva, da na drugem sedežu tovarniške ekipe Porsche je bil Jo Bonjar, znani švedski voznik, kateri je eden izmed najbolj legendarnih v tistih divjih 60-ih. Torej, kar se tiče vozniške zasedbe, niso imeli kaj zavidati nikomur. Takoj so odpisali tisti model 718, katerega so prepustili zasebnim voznikom, med katerimi je verjetno najbolj znan tisti rahlo ekscentrični Nizozemec Karel Godin de Beaufort, a o njem kdaj drugič. Za sezono 62 so se pripravili za velik naskok v svetovnem prvenstvu Formule 1. Imeli so kar nekaj težav, kajti 804 se je izkazal za izjemno krhko šasijo. Namreč v takratni Formuli 1 razni dotiki in lažji trki so bili vse prej kot redki in že majhen udarec v zadek je lahko povzročil, da Porsche 804 je bil prisiljen odstopiti. Ne smemo pozabiti na veliko nagrado Francije. Tam je že prej omenjeni legendarni Dan Gurney dosegel prvo in zaenkrat edino zmago za to znamko kot konstruktor, seveda v Formuli 1. Rezultat, kateri je bil presenetljiv, kajti kot sem povedal, mnogi so malce zviška gledali na ta bolid, kateri je bil čuden, neobičajen. Šel je neko svojo pot, katera je odražala konstruktorsko filozofijo proizvajalca avtomobilov, govorim o zračno hlajenem motorju, a kljub vsemu so dokazali, da so konkurenčni. A problem, zakaj se zgodba ni nadaljevala, lahko poiščemo v raznih dejavnikih. Prvi je ta, da govorimo o letu 1962. Model 804 je bil grajen klasično. Kot sem povedal, že v projektu so bile na prvi pogled razvidne razne hibe. A ne smemo pozabiti, da v tisti sezoni se je svetu prvič predstavil Lotus 25. In Lotus 25 je premaknil meje tistega, kar je bil standard v Formuli 1, bistveno bolj naprej. Namreč bil je prvi bolid z tako imenovano školjkasto šasijo in še bi lahko našteval. Naprimer, pri tem bolidu so bili rezervoarji nameščeni bočno, tako niso vplivali na samo težišče. A tudi o tem govori posebni prispevek. Torej, če bi hoteli biti pri Porscheu konkurenčni tudi v naslednjih sezonah, bi morali spet napraviti
nov bolid. Za kar pa, iskreno povedano, niso imeli ne časa in ne sredstev. Namreč govorimo o sezoni 1962, če bi se hoteli pripravljati z novim bolidom za leto 1963, bi morali na stran dati enega izmed najpomembnejših projektov, ki so jih imeli takrat pod roko. Namreč septembra 1963 so svetu pokazali svoj nov cestni avtomobil. Takrat so ga imenovali 901, a mi danes ga poznamo kot prvi 911. In seveda razumljivo je, zakaj so po sezoni 62 ekipo enostavno ukinili. A zavedati se moramo, da tista ideja, predvsem o zračno hlajenem motorju, še nekaj let je ostala med raznimi inženirji Formule 1. Nenazadnje tudi na kanalu smo že govorili o Hondi RA302, katera je bila pa vse prej kot nek posrečen projekt. Zavedati se moramo, da tisti bolid je prišel na progo šele leta 1968. A model 804 je lep dokaz, kako lahko nekdo kot konstruktor ostane tudi zvest svojim načelom, svojemu bistvu, svoji identiteti ter postane relativno tudi uspešen. Nekaj, kar v današnji Formuli 1 je izjemno redko, tudi zaradi pravilnika, kateri ne dopušča take svobode, kot jo je tisti iz 60-ih let. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.